Potegneš, položiš, zagrabiš, potegneš, narejen. Ne Ford, ne Toyota, danes pa Fiat. Ne. Čist primer. Okay. A dosti prostora? Porin. Gre spodi, le? Vi so bil skudo narejen za tale TV. Ok, to je to. Preguna vrata. Se veš, na enim avtom pa še, da so osranim, enim pa ne. Fiat Scudo, tega rajš vidim čistega, lega ST. Evo ga, ded zrihtan, pojma zdaj. Jaz ima ti tudi feeling, da že nekaj časa nisi slišal za Fiat Scudo. Ni to sam feeling, stari. Fiat ga ni delal od 2016 do letos. Škaj, letim na Brnčičevo, Hisense pa Gorenje, imate tam nov salon. Lažem, ni nov, ampak je prenovljen. Evo mene, že bil da je tukaj. A veš, za ta TV sem jaz par vlogov nazaj naredil predstavitev, se spomniš? Takole je izgledalo, lej. Ok, Scudo, zdaj pa ti na vrst. Poglej, tole je Fiat Scudo, dostavnik, ki je v resnici star že 27 let, tole je 5. generacija. Očitno se je ponovno pojavila potreba. Če ti je pa oblika znana, je pa to zato, ker valjda spominja na svoje bratrance, ne? Koncern PSA, Stellantis, Citroen, Peugeot, Opel. Seveda se je pa Fiat potrudil, so mu zagotovili par lastnih oblikovnih izhodišč. Všeč mi je recimo predvsem to znajo sami Italijani, ne? Da je logotip tako ogromen. Je pa Scudo v svoji goli osnovi gospodarsko vozilo, namenjen predvsem obrtnikom. Izvedenke so 4, ti jih zdaj naštejem. Ta najbolj osnovna je crew cab, tisti Scudo je povsem tovoren, to pomeni od tukaj do konca. Pol obstaja crew cab foldable, to je ta. Stari, jaz ne vem, če to foro prelagajanja tovornega prostora poznaš, ampak kaj boš videl, boš rekel sem ko. No, posta na voljo pa še furgon, pa Ulize, tisti je pa povsem potniški. Pa preden gremo v kabino, dajmo se sprehoditi v krog. Torej, visok nos, ob strani drsna vrata, hopla. V drugi vrsti 3 sedeži, zadnji pa valjda krilna vrata, v katerih jasna prednost, se to ni nič prelomenega, ne, je to, da se odprejo pod kotom 90 stopinj. Evo, takole. In v osnovi tale tovoren prostor razpolaga s 3200 litri prostora. Seveda pa obstaja tudi varianta Maxi, tista je L2, torej najdaljša, z največ prostora. In če vzameš tistega brez sedeža, imaš tukaj zadnji pa za 6 kubikov placa. No, zdaj pa pridemo do tistega dela, ki je pri tem avtomobilu najbolj zanimiv. Vidiš to? Crew cab foldable smo rekli, ne? To pomeni, da lahko ti te sedeže, vključno s tole mrežo, zložiš kot keks. Pazi zdaj. Veš, vse sem rekel, ne? Ta avto je v osnovi namenjen obrtnikom. Ampak obrtniki morajo sem pa tja na delovišče pripeljati tudi delavce, zato rabiš prostor. Ampak ti delavce enkrat skipaš, ne? Pa bi pa rad imel več prostora. Stari, to je pa zdaj toliko simpel, da bolj ne more biti. A ti vidiš tale rdeč pašček tukaj? A vidiš pol tudi tole ročko tukaj? Potegneš pašček, zagrabiš ročko. Ti mi še z drugega kota pokazal. Zagrabiš, potegneš, narejen. In tako iz 3200 v hipu skočiš na 4700 litrov. To je že nekaj. Je pa ena stvar malo hecna, ne? Na levi strani vozila moraš biti, če hočeš se skupaj umakniti. Ampak če hočeš zadevo pa pospraviti, moraš iti pa na desno stran vozila, kjer te čaka drug rdeč trak. In tudi zloži se simple k pasu. Potegneš, položiš. Veš, celoten sistem ne samo, da je preprost, je tudi zelo robusten, tako da bo zlahka preživel ogromnih zlaganj postavljanj. V bistvu je kar užitek gledati postavljanje pa zlaganje tele mreže, ki se tako lepo pa lahko zapelje na teh vodilih. Dobro zgleda, ne? Ok, postavimo nazaj. Pa še ena stvar, ki se mi zdi precej pomembna, poden, seveda zgornja plast preplaščena z zelo odporno plastiko. Veš, če ti materiali po defaultu niso zares vzdržljivi, pa imaš 1 do 3 lahko problem. Tole. Pardon, to bo zdržalo. Drugač pa se veš, ne? Sedi se zaradi zasnove vozila razmeroma visok, tudi sedalne površine in tudi naslonjala so razmeroma ravna. Ker če si ti enkrat soočen z delavskim avtomobilom, v katerega moraš pogosto ven pa noter, pol ti dodatne bočne opore prej škodijo, kot koristijo. Zvočna zatesnitev, veš, da je bolj švoh, ampak ne pozab, to je gospodarsko vozilo. Udobje za potnike je tukaj, ko pač je drugotnega pomena. Tudi, ko se peleš po dežju, jaz sem od to srečo, da sem se pelil po toči. Škotor pota. Kokpit, ta je zelo preprost, predvsem. Najprej, dajmo ponoviti, v čem sploh sedimo, torej v tovornem obrtniškem vozilu. Dobro, ne me narobe razumeti. Pride upoštev tudi za družinsko rabo, seveda zaradi prostora, zaradi prilagodljivosti, zaradi uporabnosti.
Želim namreč upravičiti materijale, ki so bili zbrani, medtem ko v kakšnih filih avtomobilih bentimo nad poceni oziroma trdo plastiko, je v takšnem avtomobilu to prednost. Zakaj? Zato ti vse skupaj lažje, brez problema tudi spucaš, da je enostaven za vzdrževanje. Odlagalne površine, veš, da jih je milijon, ogromen predal v vratih, pa tukaj še drug, pa tukaj spodaj še en, pa eno odlagališče, drugo odlagališče, pa razmeroma majhen predal tukaj pred sovoznikom, pa ena velika luknja tukaj, pa še eno odlagališče tukaj pod stikali klimatske naprave. Ta mimogrede ni avtomatska, ampak ročna. Podobno pa seveda velja tudi na voznikovi strani. Vidiš? Merilniki so analogni, preprosti, lahko berljivi. Se človek spomne, da preproste stvari so fajn zato, ker delujejo, pa ker ni nič kompliciranja. Audio vmesnik je preprost, ob strani imamo klasične plastične gumbe, s katerimi prihajamo do osnovnih menijev, pa se skupaj rihtaš s prsti, vidiš? Opa, nečak se tega sploh nisem hotel. Traction control on. Zdaj te pa že malo zanima, kaj ga poganja. Scudo Nožvorjev je na voljo samo in zgolj kot električen dostavnik z dobrimi 300 km dosega. Zdaj bavam se. Dva dizla ostajata njegov pogonski jeklen repertoar. Tale recimo ima manjšega 1.5 na voljo, je tudi 2.0, tale ima 88 kW oziroma koliko je to, 120 kojnov. Porabo lahko pričakuješ tam med 6 pa 7 litri, nam rekel, da ga odmoči razgajen. Ampak če si primarno defenziven voznik, če ga ne boš ves čas obremenjeval res na hard, pol je takšna mašina več kot zadost. Zdaj pa malo voznih lastnostih. Scudo je dolg, ima praktično 5 metrov, mal je štorast za voziti, mal je tak okoren pa neokreten, pa sem pa tja zna biti tudi mal neodoben, ampak zato sem bil recimo kriv izključno jaz. A veš zakaj? Vzmetenja takšnih vozil so prilagojena velikim obremenitvam. Če ga ti ne obremeniš dovolj, pol je vse skupaj malo trdo pa neodoben, ker pa ti sem na gor naložiš orenk robo, pol je pa tudi druga pesem. Je pa še nekaj res, da nad tem neodobjem, ki ni naložen, sem bentil bolj jaz. Se mi vidi, da sem že malo star, zato ker jaz sem s tem Scudotom cel teden okrog vozil dva otroka na različne obšolske, pošolske aktivnosti v vrtec in nazaj, tudi prek zelo zmahanih cest. In noben od njiju se niti enkrat pritožil, da bi bil avto na kakršenkoli način tak neodoben. To pa tudi nekaj pomeni, Njegova cena pa valjda variira glede na izvedenko, glede na bogatost opreme. Dajmo reči, da če hočeš tazga z neko zmerno opremo, te bo to koštalo med 30 pa 35 juri, recimo. Da je cena razmeroma dostopna, pa da obstaja interes, so povedali tudi prvovozniku. Črpam namreč iz podatka, ki so ga kolegi novinarji dobili na domači predstavitvi, kjer je uvoznik rekel, da letos namerava prodati 100 takšnih oziroma podobnih Scudotov. Evo pa še tega modela pospraviti. Ja, nač folk. To je to, kar se tiče Scudota, mimogrede, srebrna barva mu paše k 100 mater. To je pa tudi moment, ko se jaz poslovim. Lepo se meni. Ajde.